Janše, ki ga je poslal na dan, ki smo ga svoj čas imenovali dan OF, Osvobodilne fronte, so ga pa sramotno preimenovali v dan upora proti okupatorju, zato da bi se znebili antifašističnih borcev druge svetovne vojske in partizanov. Evo, tukaj je tweet Janeza Janše. Od preko 10.000 aktivnih okužbah COVID-19 v državi in epidemiološki omejitvi zbiranja do 10 ljudi, bo tole današnje množično širjenje virusa v naslednjih tednih povzročilo na stotine resno bolnih in mrtvih in znamenje zločin. O tej njegovi sramotni izjavi sem napisal umirajoči sonet z naslovom Kdo je kriv za zločin? Kdo je smrtonosni fakin? V mračnem in strašnem decembru 2020 je slovenski premier, diplomirani obramboslovec, v bran domovini postal še minister za zdravje. Pač mojster za vse. Tausendkünstler. Oslovec. Decembra Slovenija ni izkoristila kvot cepiva Evropske unije. Zakaj? Pač zato, ker cepljenje vodi ta cepec. Ker cepljenje vodi ta cepec, ker je idiot, ker preprodajalec rad služi, ker lahko. Šušmar je zašuštral milijon odmerkov cepiva, ker je varčeval pri ranljivih ljudeh, pri tolikih neponovljivih enkratnih ljudeh. Le koliko jih je po nepotrebnem umrlo in koliko jih bo v bodoče in koliko jih v bodoče še bo. Ko pišem te verze, mi gnev stiska grlo. In kdo je tu zločinec? Ta, ki drugim očita zločin. Ta večni nedolžnež, vseved, ki obsoja ljudi na pogin. Umirajo s krikom, ki ga ne slišimo. Mi, ki smo živi, imen in priimkov ne zvemo, kot da je sramota, kot da so krivi. Ime in priimek ima idiot, smrtonosni fakin. Normalni ljudje pa imamo postavo, srce in spomin. Hvala lepa.